Sejem lovstva, ribištva in aktivnosti v naravi je bienalni sejem in seveda ima najdaljšo tradicijo, 21 let. Sejem vabi k prijetnemu in uspešnemu druženju, je največji praznik vseh ljubiteljev narave, lovcem, ribičem, gozdarjem, kinologom in vsem, ki prisegajo na druženje z neokrnjenim okoljem, bo ponujal opremo, oblačila in destinacije za lovski, ribiški turizem in tudi turizem na splošno. Krovne slovenske, lovske, ribiške, naravovarstvene in turistične organizacije pripravljajo v sodelovanju z svojimi mednarodnimi partnericami pestro, strokovno, tekmovalno in družabno dogajanje. Na skoraj 10.000 kvadratnih metrov razstavnih površin se bo predstavilo 170 razstavljalcev iz 13 držav. Ne bo pa manjkala seveda tudi razstava starodobnikov, avtomoto klasika, ki bo obsegala nekje 5.000 kvadratov. Na našem prostoru bo moč videti razstavo živali v naravnem okolju, to se pravi termoplastične preparate. Obiskovalci bodo se lahko pomerili v streljanju na divjad v pokrajini in simulatorju streljanja. Predstavili bomo tudi lovsko dobrodelno združenje Diana. Ves čas sejma bomo tudi kulturno obarvali, saj bodo vse 3 dni se predstavljali lovski pevski zbori in revisti. V času sejma bo potekalo tudi 17. državno prvenstvo v jelenem ruku. Bomo poskrbeli tudi za kulinarične užitke. Vse 3 dni bodo na razpolago kakšne divjačinske salame, kakšni suhomesni izdelki in pa v nedeljo bo potekalo tekmovanje v kuhanju divjačinskega golaža. V sodelovanju z lovsko družino Gornja Radgona bo organizirana strelska tekma, tekmovanje v streljanju na glinaste golobe, na 10 izpuščenih golobov, lovski stav za pokal sejma lov. Lovci in ribiči nismo zgolj tisti, ki izživljamo ribiško in lovsko strast, ampak smo v prvi vrsti tudi naravovarstveniki. Zato je želja ali pa hotenje Ribiške zveze Slovenije, da na tem sejmu pokažemo tudi to našo drugo plat. Posebej bo pa zanimiv tudi poseben razstavni prostor, ker bo velik bazen in ker bomo spustili predvsem domorodne ribe. Mladi so prihodnost našega delovanja. Tu se moramo ribiči pohvaliti, da smo bili precej uspešni v preteklih letih pri pridobivanju mladih in smo najverjetneje ena redkih civilnih organizacij, ki imamo več kot 12% mladih v svojih vrstah. Kot osrednji dogodek planiramo posvet, ki naj bi bil v soboto ob 10. uri z naslovom Življenje v vodi po katastrofalnih poplavah leta 2023. Veseli me, da smo seveda tudi letos kot krovna organizacija na področju turističnega prostovoljstva vključeni v sejemske aktivnosti z kar 2 razstavama, in sicer razstava na tematskih poti. Kar se pa tiče same razstave o naši najbolj prepoznavni akciji, to je Moja dežela lepa in gostoljubna, ki vsako leto, skozi vso leto bodri tako lokalne skupnosti kot turistična društva, kot posameznike, da nekako sodelujejo v tekmovanju. In tiste v lanskem letu najboljše seveda želimo tudi izpostaviti za to priložnostno razstavo, ki bo tudi vsem obiskovalcem na ogled. Ker je pa seveda letos 50 let gozdnih učnih in pa tematskih poti, bomo tudi v ta namen pripravili razstavo, tudi na tematiko risa. Res želimo še večji poudarek dajati o zaveščanju in osveščanju uporabnikov naravnih površin, ker ni samo to, da je Slovenija zelena in lepa in da želimo čim več obiskovalcev, želimo si obiskovalce, ki bodo znali ceniti naravne vire in naravne resurse in z njimi ravnati tako, da tudi tisti, ki bodo prišli v naravo za njimi, bodo imeli nekaj od tega.